Dober dan, iz Ljubljanskega studia 136 dozo vesti. Na vesti z vami sem Žiga Zizitop Žnidaršič. Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke je za novega predsednika uprave največje slovenske banke imenoval Boža Janžoviča, ki pa je član sveta Banke Slovenije. Imenovanje Janžovičeva, ki uživa podporo ministra za finance, so pozdravili tudi ekonomisti, ki ocenjujejo, da se s tem končuje kriza vodenja največje slovenske banke. Nadzorniki so odločitev po besedah predsednice nadzornega sveta Stanislave Zadravec-Capistrolo sprejeli Capistrolo. Caprirolo. Caprirolo. Zdaj to boš nekaj posnemane. Vse nismo uživo. Stanislave Zadravec-Capistrolo sprejeli po tednem premisleku in poglobljeni razpravi. Caprirolo. Caprirolo. Ko sem jaz rekel? Caprirolo. Potem, ko je, če lahko tako rečem, pregledal kar celih 19 identificiranih primernih oseb, predvsem z področja bančništva, celotnega finančnega sektorja, pa tudi iz področja politike, ljudi, ki so imeli delovne izkušnje primerne v preteklosti na teh področjih, kakor tudi v tujini in pa tudi iz drugih profesij. Takole pa je prva nadzornica odgovorila na vprašanje, kolikšna bo njegova plača. Nadzornica. Inšpektorica, se sliši bolj seksi. Inšpektorica. Raven dohodka je znana, ker je pač tudi na skupščini bila sprejeta in je omejena do konca leta 2010, ali pa, če bi bil sklep skupščine drugačen prej, kolikor bi se razmere spremenile po tem znanem modelu, povprečja najvišji znesek mesečni bruto je šestkratnik povprečja osebnega dohodka v branži. In sem se spomnil, kako sem leta 96 eno inšpektorico, nadzornico, na Danič Ludrom na mreži v občinski bajti v veži naslonil na zid in sem jo tolk nabrisal po celem stopnišču gor, odmeval, ki se je drla. Še. Inšpektorice. Sam ti ne moram povedati, kjera, kaj je danes v politiki. Pa. Polletna realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana zaostaja za načrtovanimi prihodki in odhodki, je na svoji redni novinarski konferenci povedal župan Zoran Janković. Na MOL že pripravljajo rebalans proračuna. Župan je povedal tudi, kakšen naj bi bil v prihodnjih mesecih nepremičninski trg. Zdaj se bo zgodilo po mojem letu, da bojo začeli stanovanja v večji meri prodajati po tej ceni 2000 evrov, ker bojo rabili denar podjetja po mojih podatkih. Tako da jaz mislim, da bo tudi ta kriza prinesla mnogo dobrega v Ljubljani. Bo pa kriza v tem, da enostavno tudi ni več ne moramo prodati naše nepremičnine, tako kot smo pred enim letom. Sej ta rudnik ponudil za 350 evrov lahko damo. Ko enkrat podamo, je potem konc zgodbe. In pa da bomo čekali še, dokler bomo mogli, da več želimo. Predsednik državnega zbora Pavle Gantar bomo se šlo sto več. V 3. razredu nam je hodil po cigarete. Priden fant. Je sprejel predstavnike Narodnega sveta koroških Slovencev. Govorili so o spremembo zakona, ki ureja vprašanje Slovencev v zamejstvu. Predsednik NSKS Karlen Smoleta je ob tej priložnosti povedal, da so odnosi na avstrijskem Koroškem zelo slabi, da pa manjšina v svojem svoju za pravice ne namerava popustiti. Deželni glavar je pa tudi zelo hitro povedamo, trenutno nimamo niti dialoga, kaj šele pogajanj, kaj šele, da bi bili res v materiji. Gospod Fajman 4 mesece obljublja termin, ga ni napravil. Gospod deželni glavar nam je ravno sporočil, da smo mi, kar se tiče Narodnega sveta, preradikalni, da bi on mogel s takimi radikalci se pogovarjati, tako da je odklonil vsak pogovor, seveda s tem zgodbeni konc, ker bi bomo pritisk povečali
znotraj Koroške, znotraj Avstrije, seveda pa predvsem tudi mednarodno in tu nam bojo pomagali poslanci Republike Slovenije, ki so ravno vkorakali v Evropski parlament. Smole je podprl tudi slovensko notifikacijo avstrijske državne pogodbe. Prepričan je, da bi morala Slovenija to, da je naslednica avstrijske državne pogodbe, večkrat javno povedati. Kakokoli vi o tem mislite, mi kot Slovenija suvereno vam sporočamo, da smo nasledniki, da smo država naslednica tudi v pravnem pomenu besede. In seveda ni države na tem svetu, ki bi mogla Sloveniji to odreči. Zato je to pravzaprav absolutno možno tudi to kot enostranski korak strani Slovenije napraviti. Slovenska nogometna reprezentanca je na nabito polnem Ljudskem vrtu Mariboru z 3-0. Až gledal tekmo. Znani, tako so jih razvugali v dupe. A si slišal, ko so Polaki jokali? A si slišal? Znani, kavne vrečke, ki šumijo, veš, tiste šumiječe vrečke, ki kupaš v supermarketu. Pšišči. Drinula. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010. V 13. minuti je Slovenijo vodstvo upeljal Zlatko Denič. Drugi zadetek so naši fante dosegli v 45. minuti, ko je hitro akcijo zaključil Milivoje Novaković. V drugem polčasu pa je za Slovenijo zadel še Walter Bensa. Slovenija za prvo mesto v skupini zdaj potrebuje zmago nad Slovaki 10. oktobra v Bratislavi ter kick Slovaške na njenem zadnjem obračunu proti Poljski. Slabše pa je šlo našim možagašem. Na Evropskem prvenstvu so podaljšku izgubili svetovnimi prvaki Španci z 90-84. Zgledal tekmo. Pička, stari. Veš, ko so jih Španci, v dupe so jih pizdano. Kole. To je šorjet. Boštjan Nabar je potem mi dejal, v drugem delu nas čakajo zahtevni tekmeci, zato pozivam vse slovenske navijače, da se nam pridružijo v čim večjem številu. Ja, bomo prišli prefukati, bomo prišli. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Ob 16. obletnici Agatca Metelkova Desno, ki se začne danes in traja do sobote, vabilo dneva Katarina Deskovič. Danes se začenja trodnevno praznovanje 16. rojstnega dneva AKC Metelkova mesto. Ja, prav ste slišali, Metelkova je 16-letnica in počasi odrašča. Vsi, ki jo spremljamo v njenem razvoju, smo na njo izredno ponosni. Polna je življenja, ima okus za glasbo in umetnost nasploh, ostaja pa drugačna, samosvoja, podtalna in uporniška. Današnje praznovanje se je začelo že ob 13. uri. Takrat se je pričel second hand market v Mizartu. Ob 17. nas čaka srečanje s sosedi, s katerimi se bomo podružili in jih popeljali po Metelkovi, kajti današnji dan je tudi dan odprtih vrat ateljejev metelkovskih umetnikov in umetnic, kateremu ob 8:30 uri zvečer sledi dražba njihovih artefaktov. Večerno dogajanje se bo preselilo v klube. V Gromki bo nastopal Andrej Rozman Roza, v Channel Zero bodo veseljačili metalci Corpus Christi, v Galahali bodo po popoldanskem druženju na letnem vrtu nadaljevali heroji kitarskega šundra Seven Dead Spells, v Menzi pri Koritu pa se pričenja nova serialka New You, kjer se bodo mesečno posvetili predstavitvi aktualnih godb na področju nekdanje Jugoslavije. Danes pa bodo na otvoritvi nastopili nihče drug kot Demolition Group. Za piko na i bodo s projekcijami na skupnih prostorih po Metelkovi poskrbeli Grapefruitovci. Vse 3 dni pa bodo svetili tudi paralelni svetovi 4. Praznovanje se nadaljuje v petek in soboto. Dogodkov je veliko. Izpostavimo lahko tradicionalni Metelkova Open Ping Pong turnir, pa koncerta Ghosts of Time, Aritmija in 13. epizodo Elektrolize v petek, ter koncerte Move Knowledgement, Terrafolk ter Obsession, Punk Rock Sessions, Backstage, Krešeš, Nepitaš in Golivok v soboto. Večina prireditev je brezplačnih. Za natančnejše informacije pa je najbolje, da skočite na prenovljeno metelkovsko stran www.metelkovamesto.org. Šentjakobsko gledališče ostaja istih prostorih pogajanja v zvezi s priseljevanjem pa so odredili določen kompromis. In sicer vadbene prostore in bizarne so dogovor županom preselili na Vodnikov trg, a ustvarjalci ostajajo optimistični. Poleg tega novo sezono pomenljivo odpirajo s poudarkom na komediji. Je to nek kompromis, ki je lahko osnova za to, da se, kot smo že poudarjali, Šentjakobsko gledališče tudi
razvija naprej in je to lahko seveda nek izziv, pa tudi spodbuda, glede na to, da smo vendarle ostali v tej dvorani, v kateri smo že toliko časa. To, kar bi jaz očital pripravljalcem strategije, iz katere tudi potem vse skupaj izhaja, je to, da so v tem koraku mogoče premalo razmislili oziroma da smo se premalo pogovarjali, da je prišlo do te odločitve prehitro. Ne. Že vreme, kolegi motoristi, je imel mater, jaz vam ne vem svetovati. Ne vem me. Zdaj je vroče, začer pa že zebe. Evo, osebno jaz imam da dolge harligate. Toliko. Vi pa kako še. Iz Ljubljanskega studia smo že 30, to so bile vesti. Z vami sem bil Žiga Žninačič. Svide.